Pozdravljeni, danes smo z Inko Zdravković, igralko Mah teatra. in Ivico Rajković, igralcem Mah teatra. in kaj je Mah teater? Mah teater, ne veš kaj je? To je amatersko kulturno društvo na Barju. Mi smo tukaj v občini Log Dragomir, pa danes, ko je dan mladosti, imamo še občinski praznik. Aha, kdaj ste pa nastali? Koliko časa nazaj? Je v bistvu kot v tej obliki, koliko je bilo? 2 leti. 2 leti nazaj, tako nekako, 2 leti nazaj. In kdo vse je v tem teatru? Zdaj sta vidva tukaj, kje so ostali danes? Ja, ostali pa se pripravljajo na recital Zdravljice, ki jo bomo začeli s flashmobom na naši proslavi občinski. Flashmob, koliko vas je vseh skupaj? 14. 14. Fanti, punce, Imamo fante, imamo punce, fante, vse imamo. starejši, najstarejši? Imamo tudi starejše, tudi mlajše, pa tudi najstarejšega. In ste vsi iz teh krajev? Ja, smo vsi domačini, ja. Vsi V domačini? bistvu razen Lize, ne? Ja. Liza je Prišepetovalko imamo iz Ljubljane. Ja. Prišepetovalko iz Ljubljane. No in kaj je bila pobuda? Kdo je dal pobudo za ta teater? Kdaj, kje, kako, zakaj? V bistvu je tukaj naš en igralec, Joc Čamernik, nas skupaj spravil in smo odigrali 3 vaški svetniki. Ne? Ja, to je bila naša Takrat prva sem igra. jaz lastnico lastnico žage, ne? Zanimivo, jaz sem pa lesni tehnik, ne? Pa ne vem, kaj je hrast, pa smreka. Okay. Ivica je bil moj sin Luli. Ja, Luli, zakaj Luli? pač tako je bilo ime liku, ki sem ga igral. Aha, in kje ste takrat nastopali? Takrat smo pa kar nastopali nekaj predstav tukaj na Logu, po teh bližnjih, na Dolenjskem, v Seljih. V Žireh smo bili. Kje smo še bili? Polhovem Gradcu, v Borovnici, tako. na Vrhniki. Na Brezovici v gasilskem domu, pač kle okolje, pa no, v bistvu tudi malo dol, ne? Pač Ste šli, ne, tudi daleč? Ja. Potem nas je pa COVID mal prehitel. Ja? In mi smo začeli v bistvu po priredbi našega predsednika Mirana Setnikarja, Cankarja študirati, Pohleb Kotlini Berjanski. Tako. To je In- pač prijedno. In zdaj? In zdaj sem jaz županja, veš. Ja. Napredvala. Ja. In to je pa glavni lik Hasan. Aha, nisi več Luli, zdaj si? Ne, nisem več Luli, zdaj sem odrastel, ne, tako da sem zdaj Hasan, član maroške kraljeve družine. Maročan prav. Ja. Ampak laže, on se sam predstavlja, on je v bistvu Slepar. en slepar, ne? Zato, ker to pol na koncu pride ven. Ne, A ja, pa ne povedo zdaj. Ne, se ne bom, ne, ampak on ni. In kako izgledajo vaše vaje, recimo zdaj? Kje vadite, kdaj, kako izgleda No, to? začeli smo brati tekst tukaj na mojem vrtu. Pa si predstavljali, da takrat, ko v COVID-u, ko ni smel biti več kot 5 ljudi, ne, pa 2 metra razdalje, pa sem vse sosede obvestila, da nas ne bi prijavili, pa smo tako po celem vrtu sedeli, vsak s svojim pivom, a ne, ali pa mogoče kakšno vodo, kulturno, a ne, in smo tukaj vadili. Potem smo pa vaje prenesli na Zoom. Vaje na Zoomu, Ja. računalnik. Ja. Pač In je bilo- drugače in kako je bilo? Ni bilo Ni fajn? bilo, ne, to je ni bilo grozno. v redu. Mislim, za našo dejavnost absolutno Zoom pač odpade. No. Dobro, če mečkam vadaš tekst v redu, sam ni to to, no. Ni to to. Pač gledališka dejavnost dejansko rab ta pristen stik, da si pač soigralci na odru, da vse pač treniraš, ne vem, gibe, vse, tako da ni to to, no. Smo se pač pomatrali, ampak izkušnja je taka. No, ampak smo nadaljevali na odru z vajami, potem, ko je bilo konc teh omejitev, pa Se na nas Logu v pusti, ja. gasilskem domu, ki Z imajo oder. maskami. Z maskami, seveda. To je bilo to zanimivo, Imeli smo ja. tudi eno predpremiero, a ne, na Logu. Takoj po končanem tistem COVID-u, ko so mogli biti gledalci z maskami, mi pa Ja. brez. Ne. Potem smo pa nastopili celo na velikem odru na Vrhniki Cankarjevega doma. Moram poudariti, da ta Pohleb nam je režiral Matija Milčinski. To najbrž ga zna cela Slovenija. Ne? In nas je kar precej naučil. In še upisali smo se kar skoraj 80% naše skupine v gledališko šolo, smo jo zdaj zaključili
imam tamle priznanje. Ne. Kje pa je ta gledališka šola? Na Vrhniki. Aha. V Cankarjevem domu smo ga imeli pač, ne vem koliko, 2 meseca, nekaj takega. Ja. 2 meseca, 2krat na Tako teden. da smo kar intenzivno delali. Ne. Imamo pa v Mah teatru več teh, kako bi rekla, sekcij. Tako. Literarno, recital je Ivica vodja. In recitirali smo že kar v Narodni galeriji. Smo imeli flash mob v avtobusih, 8. februarja smo Prešerna, Zdravljico recitirali. To so ljudje, je bil čuden odziv, ne, ker je bil to prvi flash mob v bistvu. Ja. Smo izvedli v amaterski skupini. Potem smo pa kar nekaj recitalov na noč knjige, smo ob 10. zvečer imeli nastop na Vrhniki v knjižnici Cankarjevi. Zdaj kar malo recitiramo, ne? Ivica je kar aktiven, moram reči. Da je pač ta oblika, ne vem, neke gledališke dejavnosti kar zaživela, no. Pa tudi meni osebno je všeč, pa tudi ostalim, no, da imamo dejansko pač več nastopov, krajši so, lahko se pripraviš zmeraj nekaj drugač. Sicer osnova, forma, ne, je enaka, ampak skozi se dogaja. Ker pri igri sami, ne, mislim, če lahko še to povem, pri gledališki igri je tako, da se najprej izbere igra, potem se razdelijo vloge, potem je branje, v glavnem nekaj časa preteče, preden greš ti na oder, pa pripravaš, pa imaš premiero, ne vem, 3-4 mesece. Ne. Tukaj lahko pa v 3-4 mesecih imaš dejansko, ne vem, 10, 15, 16 nastopov, ne. Kar je super, ne? Tako da mi ful všeč ta... Ja. In kaj hočeš nekaj povedati? Jaz hočem še tole povedati in povabiti kakšne mlajše člane od mene, ne? Lahko so Ivičinih let, ne? Koliko si star? Ne vem, Se mene pa lahko vprašate. 80-letnik. Ja. 42, evo. Aha, okej, dobro. Ni lih mlajši, ampak okej, dobro, še mlajše. Ja. No, ampak je kar v redu, tako za mojega sina, Ja. dosti let, ne? Glih prav, ja. glih prav, ja. No, jaz sem pa v jeseni, bomo pa aktivno začeli delati na lutkah, lutkovna sekcija, in imamo že zbrano igro. In sicer bomo igrali Samozavestni zajček od Sergeja Vladimirova Mihajlova. To je ruski v bistvu avtor sovjetske himne in Nove Rusije tudi. Podpisali smo pogodbo z njegovim sinom Nikitom, ki je znan režiser, ker je avtor že pokojni. Ne? In leta 1953 je bila ta gledališka igrica prvič predstavljena, leta 1971 je imela že 800 uprizoritev v moskovskem gledališču. Prevedena je v 16 svetovnih jezikov in zdaj bo še pri nas. Ne? Tako da. No, zdaj pa vprašanje itak, kaj pa če pritisnejo na vas, da ne smete te igre? Mi imamo podpisano, ne? Pa v kulturi Zaradi nimamo političnih, meja. aha. Ne. Ja. Mi smo ravno zdaj v soboto imeli dan odprtih vrat in smo v recitalu združili pesmi Rusije in Ukrajine pod naslovom Mir. In imeli smo krasno zasedbo tudi Tamborašev, ki so tudi Odo odigrali, ne? Odo radosti. Odo radosti, tako. In v bistvu jaz, ne radosti, danes je dan radosti, Ja, okej. Ampak mi smo v bistvu, mislim, da v kulturi ne bi smel biti meja, a si ti Ukrajinc, ali si Rus, ali si Slovenc, ker to dela politika, kultura ne bi smela. Torej, po moje tudi gledališka skupina Mah ne bi smela imeti meja in kam gremo naprej? A greste kam? Ven malo iz te Karmen, kotline? če me boš vprašala, čez 2 leti bom jaz verjetno že igralka na Broadwayu, ne? Tako je moj cilj. Ko bom pa stara, pa mogoče še kje, ne vem, kje boljš, Bomo s kaj je pogodbo boljš te kot zadržali, Broadway, ne greš na Broadway. Ne, smo razmišljali tudi, da gremo pač ven, ne, je bila ideja. Ne vem, prva ideja je bila recimo za kakšne zamejske Slovence, ne vem, mogoče na Koroškem, Hrvaška je dosti blizu, ne, mogoče bi se dal tudi tukaj razumeti. Nekako je pa tako, da je majčken problem pa za razumeti sam jezik, ne, tako da iščemo variante, kjer so neke slovenske skupine, da bi pač to razumeli, pa da bi pač bil hasek od tega. No. Zdaj se nam pa že mudi, vidim, čez 10 minut štartate, ne? Ja. Tako da se poslovimo, Okay. pa nič, Super. lepo je bilo, Pridite na hvala, naše pridemo. predstave, ne? Ja, hvala. Hvala lepa. Hvala, hvala. Hvala lepa. Čau. Živijo.